Bratuš in Kroška Anton Gregorčič. Dobrodošlico za sestro Andrejo Godnič, uršulinko in misionarko v Peruju. Danes med nami tudi hvala Renatu Podberšiču, ki je predlagal, da pride med nas na srečanje pod Lipami in nam malo pove, kako je v tistih daljnih krajih, iz katerih prihaja tudi papež Frančišek, čeprav ne iz iste države, ampak iz istega kontinenta. Sestro Andrejo se bo pogovarjala odvetnica Martina Valentinčič, ki je tudi članica nadškofijskega pastoralnega sveta tukaj v naši nadškofiji. Tako, jaz vsem želim prijetno poslušanje in predno začnemo, bi prosil gospoda Janka Korosca, da nam predstavi letošnji socialni teden, v katerega je tudi ta današnji dogodek vključen. Hvala lepa. Bo zelo na kratko. Najlepša hvala, da ste se v vašem centru oziroma v Krošku Anton Gregorčič ponovno odzvali in se vključili z vašim dogodkom socialni teden. To je res za nas kar velika čast, da lahko na tako skupino gostimo. Letošnji socialni teden je namenjen, oziroma obravnava temo solidarnosti. Naslovili smo ga solidarnost več kot dobrodelnost. Na ta način smo hoteli mogoče eno dilemo, da je solidarnost vseeno tudi odnos, ne samo neko dejanje. Znotraj tega socialnega tedna, kot vsa leta do zdaj, povezujemo dogodke po celi Sloveniji, vključno tudi z rojaki izven meja. Mogoče samo, da ne bi bil preveč dolg, ena kratka misel iz besedila, ki ga je pripravil dr. Bahovec, pa vas vabim, da ga mogoče na spletni strani pogledate, ki je za primerjavo naših medsebojnih odnosov uporabil misel Dostojevskega, da smo pač ljudje, naši medsebojni odnosi so kot prt. Ko dvigneš en bogavček, se dvignejo tudi ostali deli prta in na nek način, ko danes dvigate ta bogavček v Gorici, smo prišla dva iz Ljubljane, povezali se bomo pa z neko drugo celino skozi vaš pogovor, tako da mislim, da bi moral jaz tukaj kar zaključiti. Še enkrat res hvala lepa, da ste nas povabili, da so tudi Mila s kolegom Matijom lahko prišla poslušati, pa nam vse skupaj želim en lep večer, zanimiv pogovor. Hvala. Hvala lepa, tako pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, naša nocojšnja gostja je sestra Andreja Godnič, doma iz Komna, Krasom. Po srednji turistični šoli stopila v uršulinski red, diplomirala in magistrirala iz teologije, je bila predstojnica samostanskih skupnosti v Mariboru in Škofji Loki, od leta 2008 pa misionarka v Peruju. Torej, če lahko začnemo malo od začetka, kako da ste se po turistični šoli odločili za samostan in za uršulinski red. Je bilo to, je zatem ena pot? Ali je bilo to kot pretres, ki je doživel Sveti Pavel na poti v Damask? Se je zgodilo naenkrat? Ali ste o tem dolgo razmišljali? Jaz sem delala v hitu. Tle sem v celozredno šolo hodila v park, v Delta, bila še dnem, kako je zdaj Perla, se ne zdaj je. In v Sabotin, ker sem bila kadrovsko štipendijo od hita in sem jaz že točno se vedela, kako bomo mi to turistično obnovili. Jaz sem zmeri rekla Kras, ne? Ma tudi je bila pomagala malo Gorici, tako, ne? In se spomnim, ker sem na Sabotino vsako noč, ker sem bila dosti nočnik, ker sem naša mlada, in so prišli krupjeji iz parka, ne? Ker so ob 2, 3, 4 zjutraj končali službo in oni so bili džentlmeni, so taki, ko se reče, džentlmeni, pač, in so rekli, bomo bdeli s tabo, da ne boš reva sama, ne? Tako da smo mi take velike debate teološke tam od 3 do 5 zjutraj s temi lepotci, krupjeji so bili sami taki visoki, lepi fantje iz cele Slovenije, ne? Tako da je bilo kar, ni bil nič Sveti Pavel. Jaz sem od drugega leta
od drugega letnika, kaj bi rekla, na Krasu, veste kako je na Krasu, zdaj smo v Gorici, ni treba narediti nobenih predgovorov in uvodov. In prišel en kaplan, takrat je bil Andrej Vok, nas je začel voziti v stržišče in smo šli na Lih, nad kanal, do Bernard Ketle. In meni so se začeli odpirati vsi tisti svetovi. Samo kaj je bil problem, da sem animatorka, ne, se spomnite, in to je kitara in sem se vedela od Jezusa. Moj problem je pa bil, ali je zdaj živ Jezus ali je samo folklor, ne, in sva se mitla začela se nekaj času le. Če si živ, se moraš rabiti skonektat, ne, moraš biti v stik, da te jaz čutim, da jaz vem, da si vse to, kar jaz govorim o tebi. Če ne pa jaz ne bom, ker upam hoditi k maši, pa vzgajati otroke in greš proti vsem. Mislim, to je ogromna energija, nima smisla. No, in sem se spomnila, da sem toliko težila po našemu kaplansek Andreju, da mi kaj bolj meso, stržišče, mleko in tako, ne, da je malo kaj bolj. In je rekel, veš, obstaja ene duhovne voje v Mecijanske, v tišini, v Vipavskem križu, ne vem, če boš ti zdržala, ker 5 dni v tišini. Jaz sem bila pa zelo zgovorna. Zdaj nisem, zdaj sem zelo. No, in sem šla in jaz se spomnim, sem takrat tako globoko doživela scela in jaz sem tiste meditacije, jaz sem to čisto noter padla in sem 17 let, ne, otrok, ne, razumeš, ampak jaz sem to tako globoko doživela in takrat sem jaz doživela klic. Zelo jasno, zelo kristalno, pa če sem krašovka, ne, 6. avgust, moraš imeti stvari zelo konkretne in sem se od 2. letnika pa do 4. letnika sem se v bistvu jaz ne, itak, ne? Ker sem imela zelo jasen plan. Ampak zanimivo je pa to, da Jezus je pa res ve, ne, kako. Z eno krašovko, če je trmasta, na kakšne načine mora to osvajati in mora reči, da je bil zelo prepričljiv. Zdaj, v 4. letniku je šla stvar že tako daleč, da sem polez tam malo manipulirala s devo, sem se rekla, da zdaj to razčistva, ker pač brez njega ne morem, če pa sem z njim, moram biti samostan. Ne, in sem rekla, da je nared meni čudež in sem mu tudi dala pogoje, škandalozno, ampak on, seveda kot on je to naredil, ne bi zdaj šlo v podrobnosti, tako da on je mene tako takrat šokiral, da je res zmožen narediti eno tako stvar, da mislim, da od takrat, to je bilo enkrat novembra po mojem 4. letniku, pa do zdaj je ta klic izredno močen. Jasno, da meni ni bilo jasno, kako je možno, kaj bo on z mojo turistično. Mislim, ne? Ker jaz sem le sanjala, da bom šla na Machu Picchu, pa da bom potovala, ne? Pa da bom jaz kakšne hotele, pa da bom na Štanjevski grad, Rihamberški grad, ne? Zdaj, kaj gremo v Rihamberška grad, jaz sem bila mama, kaj bi se vse to dalo. In potem, ko gledaš, zdaj smo mi 25 let skupaj, razumeš, kako je to precizirano, strateško postavljeno, ne? Tako da moj turistična strast, mislim, da je šla zelo fajn s teološkim hobijem in da potem sem zdaj tudi misionarka, sem bila tudi na Machu Picchu in verjetno smo se zdaj dobili srednješolskimi sošolci, da jaz sem 1000krat več potovala, kot pa vsi moji sošolci iz turistične skupine. Tako da je šlo skupaj nekako, turizem in misijo. Ste že takoj mislili ob vstopu na samostan tudi na misijo? Ne. Jaz se spomnim, da prvo je bil tisti kulturni šok. Jaz se spomnim, mi smo bili v Gorici na Partizanski, ne vem, če se spomnite. Jaz sem prišla zjutraj z nočne iz Sabotina, receptorka, in je bil gospod Gašper, se spomnite, že zjutraj ob 7. In Fidelis je bila, in Cecilija še bila, in naša klapa. In oni glih zatrkuje in jaz prijem, dobro jutro, sem bila vsa naparfumirana, nekdo pa to je rekel Gašper, to je naša kandidatinja, je rekla Fidelis. Kaj je zdaj, boš tako maži? Ne, se nekaj grem spat, sem imela nočno. Čau, in sem zaprla, jaz sem šla spat, celo nedeljo sem spala. Ampak jaz takrat nisem res šele v novicijatu, zato ga so me postavili na Štajersko, da jaz sem nekaj tako kukar, da to pa zdaj nekaj ničkanga, ne, ker si pol šel na konc Slovenijo, pa je bilo že takoj konc, ne, vem, meni se tam zdelo malo, tako se nekaj pa Mihajli, moji producenti se nekaj, kako če imam mismonski klic, ne, reka, le, si smo itak Uršulinke, ni problema. Ampak potem šele, ko sem po prvih, jaz sem 94 prelezil v Ljube, ker imamo pač te faze, se ne vem, koliko poznate, 10 let raje do Zlate Rinke, ne, ampak jaz se spomnim, da sem potem spet čutila nekaj podobnega, kot za klic, za Uršulinkam. Nekaj dol težkečka, nekaj tema, nekaj ni v redu, nekaj manjka, nekaj se odpira spodaj globine.
gledaš dol, isto, kot bi gledal, razumeš, Vilenico, ne, jamo dol, razumeš, one globine dol, sem si mislila, to bo vse lačno, ne, in tako. No, potem sem šla v razočevanje, spet sem kaj Jezus odje pove. In sva bila na 3 mesece, se spomnim tem, dokler nisem šla z Zoro, sestro Zoro, poznate Uršulinke, ki je bila pa misionarka v Bocvani. Sva šli k Jakobu na tisto misijonsko mašo in tam so brali tisto berilo, 1. Korinčanom 9. Tako tecite, da dosežete. Eni medljiv venec, vi pa ne mline. Efekti spet, ono. Zdaj imamo misijonski klic. To je bilo 1995. In do 2008, tisto jutro, ko sem jaz rešila na letalo za Peru, to bilo 13 let, ne, sem rekla, kasneje, meni čist ni bilo jasno, zakaj je Jezus meni dal to besedo, ker točno nisem znala, to je se nas spraševala, kaj mi, šele tisto jutro pri Frančiškanih, ko sem se usedla pri maši in so začeli pred prvo berilo, je bil 1. Korinčanom 9. Bum. To pomeni leta 95 in leta 2008, ista beseda in sem ponovno samo, ker se tako dvigneš 3 metre. Se spomnim, smo šli pole v Romki na letalo in sem bila vsa taka. In potem smo preleteli v Limi, se spomnim, tisti večer, ob 6. zvečer. In ko sem prišla dol z letala, je glih sonček šel dol in je sonce imelo isto barvo, krvavo žarečo barvo, oranžno, tako kot za moje večne, ki je skozi Kolonsko cerkev, skozi vrata prišel tisti reflektor oranžne barve direktno na tabernakel. Mislim, to so take detajli, tako Jezus dela pri meni. Zdaj ne vem, kako pri vas. Zdaj ne vem, če prehitro govorim, pa če ne vem zdaj pod lipami, kako imate vi te pogovore, če rabite podnapise, vi samo povejte. Ne. Ne. Ja, v redu. Bodo vprašali pa potem. Ja. No, tle kar povejte. In tako, Peru. Zdaj za nas je, prej smo že omenili papeža Frančiška, ki je na svoj prvi večer, ko je postal papež, rekel, je prišel človek iz drugega konca sveta. Ne. Za nas je res Peru drugi svet. Ne. In če nam lahko ne poveste, kaj je v tej državi, tako, kakšno je ekonomsko, socialno, duhovno stanje v Peruju. Ja, to Peru, to je res lepo. Tako jaz mislim, da jaz nisem skoraj nič rabila časa za aklimatizacijo in kulturacijo. Meni je bilo tako domače, vse, ki sem prišla. Jaz sem prvih 5 let sem bila gor, v hribih. Ne, če si predstavljate, Peru ima 3 velike bloke. Se spomnite, je obala, Costa, so Andi, Los Andes, ki pridejo tam do 6000, koliko? 6400, 500, 600, tam okoli, Vascaran. In je potem ogromen kos džungle, se spomnite. Peru je ogromen, ne? Gre 60 Slovenij gre noter. In je ogromen. In jaz imam malo težav, moram priznati, bom iskrena z vami, ker rečejo in Peru, jaz rečem, kateri del Peruja. In ljudje v Peruju, kateri konc Peruja. In kultura v Peruju, jaz rečem, katera od kultur. Ker je res tak, je prišla Sabina iz Kranja in je živela v Via Salvador, ki je Lima, in jaz sem živela v Limi, v San Miguelu. To so, se spomnite, to distriti naši. In se rekam mojim sestram, gremo obiskat Sabino, kje živi. Via Salvador, to je Lima, ne? Ja, so rekli moje sestre, a imaš natančen naslov? A si preštudirala, katere avtobuse moš menjati? Andreja, Via Salvador je 2krat za tvojo Slovenijo. Ne moreš ti kar iti, ne da bi. Ne, ker si prišel, si mislil, dobro, greš malo na Morensko, narediš tam ovink, priješ dol, ne, popoldne greš na Štajersko, to se nimaš biti dosti kaj izgubiti, ne. Zdaj pa Peru je malo velik, ne. Zdaj, eni, ki so prepotovali Peru z avtom, bojo rekli, pa, to ni nič, ne, to smo mi prišli, koliko dni ste bili tam čez Peru. Ampak zame, ja, so tudi mentalitete drugačne. Ampak če povzamem, jaz kako doživljam Peru. Peru so okusi, so barve, so topline,
ti vsak dan srečaš nove ljudi, se naučiš nove stvari in je strašno ogromnega sadja. In enih božanskih hran, tako preste jedi, mislim, to je neizčrpno, torej se ne moreš vsega probati. Jaz sem že 10 let, pa še vedno okušam nove kombinacije, ne. Zdaj pa ljudje, jaz moram priznati, da jaz ne poznam dosti Peruja, ne, ker sem prvih 5 let bila gor v hribih in to čisto svoja mentaliteta. In tudi ta Huancayo, ki je centralni del. Jaz sem šla iz Lime, cik-cak gor z avtobusom, 8 ur, sem prišla na 4800, ne, videla niste šla tam čez Voraj sta prišla dol, ne. Jaz sem šla pa tle v Huancayo, s 4800 je prelaz, če boste kaj šli gledati Google Map, prideš na Tikliju in potem se spustiš dol v Huancayo, ki je 3400. Potem vzameš taksi in se furaš pol ure, 45 minut, da priješ v mojo vas, ki se imenuje Pucará. Pucará ima potem 9 vasi in jaz sem odgovorna, ker smo imeli župnika, tako da sem furala gor, smo šli z našim Jimmyjem, smo šli do Patalake, recimo 4000. Kaj je zame bil Peru? Tiste zvezde, tiste ovčke, kakor ste bili vi tle v Gorici ali pa zunaj, ne vem, v Vrtojbi, leta 60. Veš? Njive, vaška družba, skrb, si pomagati familije, ki gradijo skupaj tisto hišo, ne, je pogreb, si cel teden spremljaš. Tako sem jaz najdla tisti del Peruja. Zdaj sem pa 5 let dol, sem pa v Limi, v glavnem mestu, je pa vele mesto, je pa tako, kakor greš ti v Rim, ne. Mi imamo 12 milijonov, živimo najbolj, to sem rekla, nisem prava misionarka zdaj. Ker jaz živim 4 dni živim med najbolj bogatimi, imamo stražarje, mi imamo šoferje, mi imamo kuharce, nas vse zlikajo. Potem grem pa za 3 dni, grem pa v barakarsko naselje, 1 uro, 2 uri ven iz Lime, kjer ne omete elektrike, pride elektrika, gre, voda je do enih, potem, ne, mami kaže po Skypeu, mama, lej, tako da grem s prstom skozi steno naše hiše, rada luknja, ker je vse prepirelo, ne, ker je Tihi ocean vizavi, ni 100% vlaga. Kaj je Peru? Mrgoli življenje, pa dosti smeha, no, tako. Ne vem, če sem kaj povedala. Zdaj, vi ste taki empiriki, vi bi radi številke, jaz sem pa implicita, jaz sem okus. Tako da prav podatke boste raje pojte na internet, kaj če ne bomo kaj naredili. 32 milijonov. No to vem, kaj smo... Na Google. Wikipedia. Dejte na Google, ja. 32 milijonov to smo. No to lahko vem. Če se malo vrnemo to prvo obdobje, ko ste bila v Andih, kako so vas domačini tam sprejeli? Jaz se spomnim, ko sem bila v Mehiki, so nas tako čudno gledali, ker smo bili bledi. Smo bili mi tujci, ne? Kako so vas sprejeli ta krajevna skupnost, ta ogromna župnija, če primerjamo z našimi? Ja, jaz sem prišla na misijo, ker so moje sestre delala že leta 2000. Ne? Jaz sem pa prišla 2008, to pomeni, je bil že 8 let neke skupne poti z mojimi sestrami, z Eriko in s Flor. Flor je bila Francožina, Erika je bila Nemka. In oni dve sta imeli izreden čut, zelo sta bili lepi. Zelo so se imeli radi z našimi ljudmi, z našimi vasmi. In ko sem jaz prišla, se mi zdi, da so ljudje, ona je z njimi in so mi takoj. Pa tudi zelo bilo lepo, Flor je Francozinja in ona je imela izreden tak, ona je tudi malo študijski tip, tako da ona je s temi vaškimi vrači, pa s temi antropologi delala, poglabljala. In ko sem jaz prišla, je ona meni izredno, sva sedeli zvečer pri mizi, ona me je ogromno stvari takih čisto kulturološko, antropološko, etnografsko, etnoloških, ne vem kaj razlagala in meni je bilo to strašno zanimivo, ne. In sem čutim, da sem jaz kar tako padla noter v vse to, kar sta oni dve že hodili. Potem oni dve sta morali iti, tako da sem jaz ostala z eno drugo sestro, ampak sem zelo lepo doživela to, kako so me ljudje hitro sprejeli za svojo. Pa tudi meni se je zdelo zelo domače, no, vse, tako da nisem imela novih problemov. Je pa to res, da ko so, vsako leto so meni prihajali skupine mladih misionarjev, prostovoljcev s potmi, pika si, in je res, da so,
so pa še domačinih meni, a so bolni? A veš, vi smo, ne vem, jaz sem zdaj že malo čokoladno rečejo, ampak vi ste vsi tako neki paledo se rečejo, tam paledo te ne, ali malo šta inferno rečejo, ne rečem, ne, to je pač barva, ker so v redu, so zdravi. So pa lepi, Perujci so zelo, mislim, ta del, ker sem bila jaz, pa tudi žumbli sem videla, oni niso tle analiza, veš, oni so tle, oni čutijo po telesu. In je zanimivo, ne, oni bi sedeli tle zraven, ob tebi, veš, in oni začutijo. Oni te tako, kot ne rentgen, ki te analizira, pač pa tako, kot tako mama, veš, ki te začuti. No, ne, sem v redu. In kaj je bilo po glasu, veš? In? Kaj zdaj? Kaj je narobe? Ne, mama, sem fajn, ne? To so oni tako začutijo človeka. Taki topli so. S čim se pa ukvarjajo? Je to revno območje? Veš, to je pa moj zdaj problem. To je pa zdaj moj veliki problem, zato ker jaz sem prvo leto, drugo leto, ti me ne vprašaš, jaz tebi razložim. Tretje, četrto leto sem, veš, ko si pa šel malo v okolje, malo poslušal, malo videl, da si imel kakšne stvari, mogoče res malo zmedene. Rečeš, ja, tako, 6. 7. leto rečeš, ne, mislim, kaj sem jaz to razlagala, razumeš, ne. Zdaj 10. leto moram priznati, ko mi ti rečeš, kaj je zdaj, so revni, so bogati, jaz rečem, čakaj, kaj je revščina, mislim. Lejte, ne znam razložiti, meni je zelo zmedlo, zmeri so po Slovenci prihajali k meni, jaz sem vedno prevajala, ne, Slovenci so spraševali, koliko je, recimo, kruha za 1 evro, koliko take stvari, konkretni, jaz sem to razlagala. Kakšna revščina, so rekli moji Slovenci. Potem sem pa pripeljala 2 družini, in smo bili 1 mesec po Sloveniji in se je začela prevajati vprašanja, ki so jih Perujci postavljali v zvezi s Slovenijo. In jaz mislim, da tisto leto sem jaz dosti zmedla zadevo. Ker zdaj, če ti meriš revščino standardi, to pomeni, če je revščina to, da nimaš plače, da nimaš zavarovanja, da nimaš hiše, da nimaš interneta, da nimaš avta, da nimaš tople vode, da nimaš redne hrane, da nimaš, in je vse to revščina, potem dejansko 85% človeštva živi v revščini. Razumeš? Ker samo 15% po moje procentov živi ta mehurček, ko ima in plačo, in zavarovanje, in. Ne? In zagotovilo, da če si ti dal zavarovanje, da potem zavarovanje ti bo krilo stroške, pika, in ne dvomiš. Teko 85% ljudi, mislim, to je sanje, ne? Ali pa recimo, kdo v Sloveniji gre na počitnice, boste rekli, si tudi pri nas se spreminja, si zmeri več revščine, ne? To je res, ampak kaj je zdaj kriterij, kaj je zdaj minimum, kaj ne in kakšne vrste revščine, ne? Razumeš, jaz živim zdaj, to dvoživkarstvo, sem 4 dni med najbolj bogatimi, ki imajo standard, to pomeni imajo vse. In živim 3 dni med revnimi, ki imajo osnovno, ne? Ali pa tudi osnovnega, ne. Ampak jaz hodim v misijon, zato da meni napolnijo energijo in kisik in vse mi dajo, zato ker je toliko okusov, toliko veselja, toliko žilavosti, toliko ustvarjalnosti, toliko, da jaz vidim, kako oni to brcajo naprej. Ker mi nismo taka revščina kot v Afriki, recimo, ne. Ker imaš tisto puščavo, nimaš njiv, nimaš niti možnosti, ne moreš, s čim boš kaj, če pa nimaš. Mi nismo tako, pri nas je ogromno možnosti, Peru je ogromno bogat, mislim, ima res bogatstva, je eden najbolj bogatih dežel, država je v razporeditvi in vidim, kako družina, ki je bila 5 let nazaj, ker so bili na nič, zdaj že punca že študira pravo na San Marcosu, ki je najboljša državna univerza v Peruju. Razumeš? Je se stalno spreminja, ne? Naša šola Miramar je bila zmeri v najbolj revnem predelu, se je v zadnjih 10 let premaknila v srednji družbeni sloj. In prihajajo starši, ki že dobivajo redno plačo. Kaj je zdaj revščina, ne? Je pa po drugi strani, tle, ker sem na misijonu zdaj, pa tudi gor, je pa revščina zame bila doživetje, da imaš ti tle v glavi tako zacementirano prepričanje, to je zame bila revščina,
da se ne bo nič spremenilo, da se ne more nič spremeniti. Da ti ne boš zlezel, da moji otroci ne boš zlezli iz tega. Da nimaš noter tistega, kako bi temu rekli, tiste energije, tiste notranje moči, tistega notranjega zaupanja, da se ti pač vržeš in da bo šlo naprej. Ne? In tle zdaj, seveda, takoj pride noter vprašanje vere. Recimo Peru, ko boste prišli, boste šli v Nazarenas, to je cerkev, zelo znana cerkev, kjer je Señor Milagros, ki je največja pobožnost v celem Peruju, Gospod čudežev. In jaz dolgo časa nisem razumela, zakaj je to centralna, središčna pobožnost vseh Perujcev. In zdaj razumem, da dejansko je to odraz njihove duhovnosti, ker so taka notranja struktura, oni so izredno občutljivi za duhovno, so zelo globoki, zelo imajo naraven čut zaenkrat še. Zdaj ne vem, kako bo čez 10 let, vse veste. Ampak izredno so občutljivi za vse, kar je Božje, za vse, kar je duhovno in so izredno odprti, njim je dejansko normalno, da obstajajo čudeži. In jaz vas nočem pohujšati, ampak dejansko je res, da oni mene evangelizirajo to. Ne? Ker misionarka greš in jih evangeliziraš. To pomeni, da ti njim približaš in postaviš kontakt njih z Gospodom Bogom. Ti ustvariš te prostore, kjer Gospod Bog se jih dotakne in pri njih se zgodi nek klik in oni začnejo pustiti Gospodu Bogu, da prevzame voda njihovega življenja. Se spomnite, to je biti misionarka. Ampak, če pa misionarka ima toliko teologije, zdaj nočem naših teologov, ampak sem jaz čutila, da imam več teologije, pa da jaz bolj sem vajena na naše evropske scheme, ne? Veliko tudi tako, ampak v praksi, ko pa čas, ko pa rečeš veruješ, da tam pa začneš nekaj malo mutiti, bi rekli, ne lepa slovenščina, ampak nekaj, kar nekaj, te oni pogledajo v oči in rečijo, Bogu je vse mogoče, madre, habla, pregunta Dios. Ti kar gre skozi. In rečeš, Jezus, oprosti, da sem jaz to vera za tvoja čudovita dela v tem človeku, v tej družini, pri tem otroku, pri teh mladih, te vere, vse mogoče. Ker če ti bereš in meditiraš Evangelije, je zmeraj eno isto. Veruješ? Veruješ? Ne, ko videoigrca. Ti prakticiraš videoigrco in pa se ti znajdeš noter v videoigrci in točno veš, kako se reče videoigrci, kateri oseba, kateri profil si, ne? Kako se reče videoigrci, katero vlogo igraš. In isto je Evangelij. Evangelij je živa videoigrca. In to zdaj teološko me boste čisto. Ne, tega ne vem, če to treba cenzurirati. Zdaj, gospod, podber si želite to reči, to kakšno. Še nisem naredila. Evangelij videoigrca. Stropa teologije. Ampak hočem povedati, da je živ. Evangelij je, se dogaja. Ne? In ko jaz preberem v veri, se mi zgodi, jaz sem del tega, te žive zgodbe in se postavim v odnosu z Jezusom. Ali sem farizejka, ali sem tisti mrtvi, ali sem mama, ali sem bratranc, ne? In me pogleda in mi reče, Andreja, veruješ, ne? In se jaz točno spomnim Marko toliko in toliko, evo, zdaj se mi dogaja Marko toliko in toliko. In se tam zgodi tiste notranje spreobrnjenje, ki Jezus dela. Zdaj boste rekli, mi smo pa še poslušati Peru, ne pa zdaj Ja, no, hvala. Zdaj sem se smem pripiti to, zdaj sem zdaj lepo videti. Ja, zdaj ste vsi tako tiho, oni tudi lahko kaj vprašajo, pa tako, ne? Še jaz nekaj vprašanje. Potem vprašam. Potem moramo poslednji naprej. Zdaj mi imamo tako predstavo, verjetno malo bolj afriško, ne, za misionarja, ki živi v kolibi, uči verouk. Kako poteka dan, navaden dan misionarja v Peruju, recimo? Ja, to vam lahko povem, kaj Andreja dela. Zdaj ne moram jaz povedati drugih misionarjev, veš, ker tudi odvisno,
ko boste povabili na srečanje pod lipami Monsignor Žerdin, Gerard Žerdin, ne vem, če ste kdaj slišali. To je en fenomen, ki se je rodil v Sloveniji, v Beltincih, ne vem, če ste kdaj slišali. Noben ne ve zanj, je pa eden največjih misionarjev v Peruju. In jaz rasem z 10 cm, ko rečem, tudi jaz sem iz Slovenije. To je taka ogromna omara, z brado, belo je kot en božiček novoletni. In da se ga domačini v teh perujskih noter džunglah, ne vem koliko ur s čovni noter, kar mrkače visijo in krokodili te jejo živa. On se pojavi, ker je tako visok, to je tako prekmurc, veš, ono prav, jaz isto belo dolgo brato, pa čist bel je. On pride s harmoniko, da se ga ne ustrašijo. Ko boste njega tle povabili, vam bo on razlagal, boste rekli, wow, mislim, kar on je res od leta, ne vem, on je bil 21 let star, ko so ga iz Frančiškani v Zagrebu poslali v Peru na misijon in je on takoj šel noter v tiste džungelska plemena, ker živ belc ni prišel nikoli noter. In zna na pamet ne vem koliko jezikov njihovih, ne, ker noter džungli govorijo. On mi vam druge stvari pripovedoval. Jaz, kot vam povem, jaz sem pa 4 dni med najbolj bogatimi. In 3 dni na teden sem med najbolj revnimi. To pomeni, jaz bom zdaj to leto vse čas ta občutek, da ni fair, da ni, mislim, ni, me bi radi ostali tam cel teden, tako da bi mi šli iz tedna v teden dejansko živeli to, kar živijo naši ljudje v Pačakutek, kot ko se imenuje naš misijon. Pačakutek. To je barakarsko naselje pred Limom. To 20 let nazaj ni bilo še nič, ker so bile te peščene sipine. Ljudje so morali bežati zaradi 20-letnega terorizma, je bil taka grozna zadeva, klanje. In so prihajali in z džungle, in iz hribov, od vse posod. In so potem bili tisti mesec na tistem koščku peska in gledali tisti Tihi ocean. In po enem mesecu mi je država bila dolžna dati tisti košček, tistih 200 metrov in so potem tam postavili najprej ene take pregrade, potem so dali tisto lesene zadevce, zdaj pa počasi se že spremenja v zidake, tako da kakšni že imajo zidake. Mi pa imamo eno najeto hišo, eno najeto barakico. Medve s sestro Barbaro, Poljakinjo, prideva v petkih zjutraj. Po maši, jaz grem iz San Isidrota in pridemo tam čez kakšni 2 uri in greva takoj, jaz grem v srednjo šolo, Barbara gre pa v osnovno šolo in imam potem jaz 15 ur srednje šolcev, 1., 2., 3., 4., 5. letnik. Jaz sem, to je mičkana šola, noter je tak atrij, tle gor so drugo nadstropje, to so okna vse odprta, to se vse sliši, to je tak džung, to je neka privatna šola, ki je pa tako zelo revna. In ljudje, otroci pridejo tam, srednješolci pridejo tam z mano v stik, zato ker v nedeljah, ko je naša kapelica, ki je posvečena Guadalupski Materi Božji iz Mehike, ne pridejo, ker starši so prišli dol iz džungle pa iz hribov in nimajo tega izkustva maše, občestva, zakramentov, spovedi in tega. Tudi večina jih ni niti krščenih. To pa ne pomeni, da ne poznajo našega Gospoda Boga, da ne poznajo zgodbe od Jezusa, da ne vejo. Vsi vejo, da je Jezus odrešenik in vsi vejo, da ko je hudo, oni molijo, oni prosijo. Ne? Tako da jaz ne delam prve evangelizacije. V Afriki, mislim, ti moraš povedati Jezus. In ko rečeš Jezus, to ni več ne govori. To je čist nekaj drugega. Ne vem, ne znam vam drugače razložiti. To pomeni, da je že neka osnova, jaz pa potem, kot misionarka, poskušam spraševati Svetega Duha, milino, rečem, dejte nas spet naprej, pa dej mi noter tisti parfumček, da bom jaz pri 1. letniku, pa pri 3. letniku, pa pri 5. letniku znala priti noter, da mu stvariti ta prostor, da bojo oni prišli v stik s tem hrepenenjem, pa s to željo, pa da te bojo izkusili in bojo potem lahko oni sledili, začeli pot iti za Jezusom. Ne? Potem pa imamo različne dinamike, različne teme, in potem začnem pač doktrino, naš nauk, krščanski nauk, zakramente in tako, pa Božje besedo. Naše delo v prvi vrsti je prinašati besedo, ne toliko v smislu eksegeze, tako sofisticirane, kot smo mi navajeni v Sloveniji,
ko večina, ko jih začne brati, reče, jaz to ne razumem, to bi morala zdaj študirati. Pač pa bolj v smislu žive besede, ko to laži, ko se dotakne, ko objame, ko te zdravi, ko te da luč. Čisto tako, ko greš pod tuš, ne? Ali pa čisto tako, ko rabiš eno ploščico čokolade, da greš k moči spet, ne? Potem pridemo ob 3-4 domov, imamo popoldne, takoj, ko vidijo, da smo začnejo trkati, pridejo tam mali, pridejo mladi, kdaj bomo to, kdaj bomo ono. In navadno smo odprta hiša. Nič ni organizirano, imam sicer jaz učim kitare, imamo angleščino, imamo didaktične materiale za otroke, zato ker okolje je izredno agresivno, zelo nevarno je. Staršev navadno nekaj delajo in so otroci sami, da starejši morajo varovati tamale, kuhati kosilo, če imajo kaj. Tako da vsi želijo biti pri nas, ker smo varni, ker je mir, ker ni krčanja, ker ni pretepanja, ker ni zlorab spolnih. Tako da je ta delček Peruja, to ni cel Peru, gor jaz tega nikoli nisem doživljala. Ampak to je tako bilo vse agresivno postavljeno 20 let, je bilo toliko, si moral zdržati, da je šlo naprej, da je res zakon džungle, zelo boleča realnost. V soboto mi gremo prvo do Orheni kapelce, kjer pride župnik, ker župnik je na župniji Marija Fatima, Fatimska mati Božja, in ima 5 kapelic, med drugim je tudi naša Guadalupska, druga je Santa Rosa, potem je Divino Niño, in samo ena druga kapelca so še 2 pasionistki. Sestri pasionistki se reče, imamo v Sloveniji. Drugih sester pa skoraj ni, ker je taka revščina, da ne zdržijo dosti, je zelo težko biti tam. In gremo mi k njim, da imamo tam Mašo, pride župnik, ki je iz Ruande, ker domačini pridejo pogledati našo župnijo, pa grejo takoj nazaj, ker ni prihodka. Oni tam nikjer nimajo urejeno, da bi imeli iz škofije z plačo ali pa zavarovanje, tako da oni morajo dvigovati intencije, da preživijo, da imajo za jest. Ampak tle zdaj pri nas pa ni toliko ne plačev intencij, tako da drugega prihodka skoraj nimajo, tako da je res hudo. Potem po 9.10. gremo gor in začnemo v bistvu, na nek način imamo mlade, imamo otroke, popoldne imamo skupine, imamo pripravljeno birmo, imamo zbor, kitare, zvečer pa prihajajo bolj starejši ali pa zakonci, ki so v težavah, ali pa naše dekleta, ki se zanimajo za poklice. Zvečer imamo tudi molitvene ali pa biblične stvari in tako. V nedeljo zjutraj imamo pa Mašo dol, gremo animirati, imamo skupine, liturgične skupine, kitariste imam jaz čez pa zbor. Potem pa pol 10 imamo pa Mašo v naši kapelci. Gremo najprej spucati, pridejo ljudje nam pomagati, se družimo, je Maša, potem po Maši imamo prvo svetohelu pripravo, pa se še ustavijo. Popoldne imamo pa bolj obiske bolnikov, ko pridejo klicati za te umirajoče, pa to gremo tudi zvečer. In zvečer se potem popoldne povsem tam vračamo. Poleg tega, da to delamo, imamo vedno eno prostovoljko iz Nemčije, celo leto, tako da je tudi spremljanje te punce, te gringice, in se pridejo take lepe blondinke, to naši, kar Barbie rečijo, samo da še en Ken pride, evo ne, so tako blond, veš, in naše so pa vse črne, nemajo tako dolge, goste, črne lase, vse dolge, spuščene, pa naše Barbike gledajo te črne, dolge lase, pa rečijo, koliko imajo lepe črne lase. Pa reče naše te črne, kaj je res stara, da bi imela take blond lase. Dobro, dej bodimo resni, ker to je srečanje pod lipami. To se najbolj sekira, vi ste navajeni na kakšne resne pogovore. Jaz pa v blondinkah iz Nemčije. Potem gremo tudi, imamo eno sirotišnico, gremo pomagati, Oskar kliče, reče Andreja jih zjebe, zelo je mrzlo, pošli imam kaj za obleči, jaz grem nazaj med bogate, imamo WhatsApp skupino, naše bivše učenke, ki so na vseh vodilnih položajih v Peruju,
Rečem Zlate, prineste od svojih vnukin, prosim, nujno rabimo. In naslednji dan začnejo nositi žakle, obleke, in potem moja sestra skoraj kam bom, in pa jaz to vse naložim na naš džip in šibamo hitro. To je tako lepo, ko reče solidarnost, evo, ki imamo teden solidarnosti. To živiš v živo, kaj pomeni, ampak ne Anželin Jolie, zato potem slikajo, pa fotografirajo, pa si na prvih L naslovnicah. To naše delajo, da levica ne ve, kaj dela desnica. Lepo. Ste letos, ko je bila pri nas pomlad, doživeli poseben obisk papeža Frančiška. Kako je bilo in kaj vam pomeni ta papež? Njegov modus operandi, Meni je bilo tako zanimivo na začetku. Se spomnite, kaj je mu rekel? Molite zame. Se spomnite? Por favor, resen por mi, je rekel. In meni je bilo zanimivo. Jaz pač midve svetvorsko, mala to že ves čas, ker ko si toliko vidiš stisk, pa muk, pa bolečin, pa vozlo duhovnih, pa ran, pa zlorab in ne moš nič narediti. Potem največja tolažba je roženec. Mislim, ti tam se zlekneš pri svetovorski, rečeš, mama, prosim. In potem se sam sebi smiliš in cel roženec samo izšipaš vse tiste namene. In je bilo zanimivo, pridem jaz do konca in plop. Frančišek rabi 1/10. Ne bom jaz mojim ne vem kolikim desetkam dodala še za 1/10 za njega. Protko noter, kot da so ene nitkice, kaj pocuka. Ne vem, če ste to doživeli kdaj. Kot da bi on tam pocuknil rimu, isto dela moj tata, je že pokojni. In on tudi rabi 1/10 za gor za vse pokojne, zmeri kaj pocukne. Tako da skoraj ne moreš reči ne. In mi je bilo zanimivo, od prvega večera mi smo bili praznovali naš predstojnico, ki je imela takrat rojstni dan. Mi smo to bili vse s krožniki in s kosilom in gledali Habemo s papom, in pa mi vidimo, da je Argentinc. Razumeš, in smo bili čisto, smo takoj vino in smo nazdravljali in smo rajali. V Peruju moje sestre se plešajo. Tako da jaz tudi sem čisto v naravnem okolju, mi smo ko Vihanabo v Zelenem gaju, mi smo to vse preplesali, celo srednjo šolo. Tako da zakaj sem v Peruju, mi je prav lepo to. Kumbijo plešamo in salso. In od takrat naprej vedno podsukne tista nitka. In ko se mu zdaj to dogaja, kar se mu dogaja, ker on je rekel, Peter dela to. In on je zvest scenariju, ki ga poznamo iz Evangelija. On je v videoigrci. On ima to vlogo, In je to besedno zvest, ko fali reče, se upravičujem, prosim odpuščanja, ko je jezen, reagira putasto, ampak ves čas poskuša zaznavati to živo kraljestvo, ta živi scenarij. In kaj se dogaja? Ker je on Latinoameričan, ker je on Jezus iz Nazareta, to pomeni za nas, Latinoameričani niso individualci. Naš, bi rekel, kako ne to prevedem. V Latinski Ameriki operacijski sistem ni individualizem. Oni ne funkcionirajo tako kot mi. Veš, frizura mora biti drugačna. Če ima ona tako frizuro, potem ti boš drugačna. Ne moreš ti kopirati ene frizure. Jobce morajo biti, to je vse individualizem. To je način, da jaz želim biti drugačen od moja sestra, od mojega brata. V Latinski Ameriki je pa, kaj bi rekli, komunitarizem, kaj bi rekli, operacijski sistem skupaj. Zato so oni tako občutljivi za marksistične ideje. Ker oni, to, kar so nam učili v komunizmu, dejansko oni v svojih vaških skupnostih živijo, ampak ne z idejo, pač pa konkretno zaradi svoje notranje strukture. In ko ti imaš v osnovi to biti skupaj, delati vse skupaj, biti odvisen drug od drugega, in je bolj pomembno to, da smo mi zdaj skupaj, da nam je lepo, da se začutimo, da se srečamo, da se pogledamo v oči, bolj pa kot zdaj tle razvijati neke abstraktne ideje o solidarnosti. Potem tudi se mi zdi, da je in duhovnost, in družba, in vse
ima druge principe in ti bolj zaupaš drugim senzorčkom in ne toliko temu razumu. Zdaj sem zelo zakomplicirana. Sledite. In če ti vse to daš skupaj, to je kultura, to je, ne, in da razumeš, da je on celo svoje življenje je Latinoameričan, to pomeni, on čuti, on je topel, on zaznava, njemu je pomembno biti to skupaj. In mi imamo ta izraz v Latinski Ameriki, ki je cela Latinska Amerika ponavlja Pueblo. In potem jaz berem naš dokument, naše prevode, slovenščino in me vse boli, ker slovenski nočem kritizirati, ne me narobe razumeti, težko je prevesti, ker on ima narativo, on ima, rečijo, da je to sploh ni teologija, on ima izrazito teologijo, ampak ne uporablja pa abstraktnih idej. To pomeni, ne uporablja kategorij razumskih z filozofskim orodjem, ker to noben Latinoameričan ne dela. Latinoameričan način, kako je Latinoameričan razvija in aser teologija, rečemo, ne, ko razvija teologijo, ne uporablja filozofskih orodij, pač pa uporablja to, kar ima svetopismo. Narativni pristop, zgodba, pričevanje in ne gre linearno, to, kar dela misel, to, kar dela ideja, to, kar dela abstrakcija in moja struktura notranja, pač pa dela to, kar je ciklično. Ne morem ven iz Jančarja, to noč sem jo videl. A ste čutili cikličen pristop? Najprej zgodba od Četnika, potem ista zgodba potem ista zgodba. In kako tista Veronika ti zleze tako pod kožo, da potem, ko se zgodi, te tako na čisto drugih ravneh se spomnite. To je narativni, to je ponavljanje, to je, ko gre globlje in gre na drugo raven. Ne? Zato v Latinski Ameriki duhovnost gre skupaj z družbenim naukom cerkve. Ne vem, če ne bi to zdaj razlagala, ker se mi zdaj se bomo zgubili. In ko ta Frančišek spregovori, on spregovori ne tle gor s temi, ki smo mi navajeni bili vsa leta, vsa desetletja, pač pa on spregovori na drugi ravni. Ne? Zato on nikoli ne gleda mase, ste opazili? On gleda tle gospoda sprede, ne? Ali pa gleda tam Renato, ne? Pa ima maso pred sabo, ne? In tudi on, če on gre, ni populist v smislu, da bo on zdaj metal ven fraze zato, da bo ta masa ne? Ampak on ve, da je Peter, da on prinaša. In ker on je ves čas pod tako dozo molitve, ker če pomisli mene, ker sem ena ribica, razumeš, tam v Pačakuteku, in jaz tisto 10 ali ja ali ne mu dam, a si ti misliš, kako se temu reče, koliko vatov ali voltov, to pa zdaj ne vem. Vatov ali voltov, to je saš... Volti? Veš, to pa ne vem. Vati. Ampak je vredo. On je ves čas v bistvu in koliko prenese človek molitve. In tam Sveti Duh, to gori, jaz sem šel gori. In on umira, ne bomo ga imeli dosti časa. Ampak prav ta, jaz mislim, ta vatovski doza Svetega Duha, karizmatična, mu potem omogoča, da on dela to, kar dela. Imenuje kardinale, ki so z vseh koncev sveta. In ki mi bomo to razumeli še čez 10-20 let, ko bodo ti kardinali volili, pa usmerjali cerkev, pa dali življenje na križu. To, kar dela pač Peter, pa to, kar delajo vsi apostoli, ne? Dali, to je naš scenarij, ne? Tad kri za. Ko je prišel v Peru, vi veste, da pred nami je bil Čile, ne vem, če ste sledili, in je bil fiasko, poraz je bil. To je bilo tako globoko boleče, zato ker Čile je druga zgodba, sestra Mateja z Prvačne je v Čilu, tako srečanja pod lipami, Mateja Goršič z Prvačne, je zdaj v Santiago to, ne?
je bilo izredno boleče, veste, da potem takoj, ko se je vrnil, je on poslal 2 eksperta, da se je moral soočiti in imamo pri njemu model, kako je treba reagirati nemudoma na situacije, ki so izredno škodljive za žrtev. Ne govorimo za renome cerkve, pač pa za žrtev. Vedno treba zaščititi žrtev. Ker veste, da so bile zlorabe in škofje niso zaščitili konkretne žrtve. Ali jih je 5, ali jih je 10, to nima veze. Če je ena, moraš takoj prekiniti zlorabe. Potem je prišel Peru in mi smo šli vsi na ulice. Mi smo 4 dni nismo jedli, nismo spali, mi smo bili plazme velike. Isto, kot zdaj boste čist pohujšani, isto, kot je zdaj Peru prišel v FIFO in smo igrali nogomet. Boste rekli, kaj zdaj? Nogomet pa papež, zdaj nehi. Ampak je dejstvo, Peru je za žur, fiesta, to vrtijo, pa bi smo naredili pesem Sveti Angeli, ustanoviteljci, Agam fiesta. Agam fiesta, to je Peru. Ampak kaj se zgodi, ker je on na tolikih voltih, mi dve to pač ne mora vedeti. Ja, no, eno od teh 2 zadev, voltih, dajmo reči voltih, ker je on podtakne volti, on potem to vse skanalizira v cerkev. In ti to doživiš, kje je tista masovna, veš, ekstaza, kje se pa zgodijo globoki trenutki karizmatičnega momenta, ki je kairos. Kairos, to pomeni, da ti veš, da si del nečesa in to se ti tako globoko dotakne, ker čutiš, da si del enega kraljestva, ene logike, enega božjega, enega delovanja svetlega duha, direktno živo, rečem jaz del. In to so ti trenutki, ki vedno so živi. In mi smo to doživeli. Zanimivo je bilo, da je bilo veliko poskusov, da bi to blokirali, ker je on tako žali s temi volti, da tam, kamor je Božje, zdaj v tej temi poganski, v tem svetu našem, se spomnite, da smo že preklopili iz krščanske družbe v pogansko, je že prekopicalno se, skoraj, in je zdaj druga logika in druga dinamika in druga gosta tema, ki dosti bolj posrka, ker so črne luknje v bistvu duhovne okoli nas. In mi drugače reagiramo, če si čisto zraven črne luknje, kakor pa če veš, če je črna luknja ne vem kje, In se je poskušalo okrog njega narediti črno, da bi zablokiralo te volte, ampak ni uspelo. Tako da, ko je on odhajal, to smo jokali, vesti smo mi Peruji, to je bil čisto je bil sem na tem, se spomnite, ko je bilo 1 milijon ljudi in mi smo to hodile z mojimi sestrami od, 3 zjutraj, mi smo prišli na tisto, in to smo mi od 5 zjutraj, ko so začeli tisti ogromni ekrani posredovati program na glavnem modru, pa do, popoldne, ko je on prišel, mi smo sam plesali, razumeš? Plesali, dinamiko, bomo tega vodo, to smo To se pri nas dogodili samo še za nogomet. Za nogomet, a koncerte pa nimate več kakšnih dobrih. Mi smo tukaj, smo koncerte poslušali, smo tudi še peli. Da se malo na nas povežem. Vi imate tudi blog, ne vem, kdaj vam uspel pisati. Bom citirala, me je zelo tako presunil ta stavek. Imaš misione, imaš misione, ker ljudje tolčijo revščino in imajo globoko vero. Imaš misione, ker ljudje tolčijo revščino in globoke socialne krivice, rasizem, zlorabe, povzročajo tako globoke rane, da ne morejo niti dihati. Imaš misione, ker imajo ljudje vsega polno, a so tako duhovno dehidrirani, da se niti ne zavejo, da jim manjka esenca. Se vam ne zdi, da smo zdaj v Evropi bolj duhovno dehidrirani, da smo mi bolj potrebni misijonov? Kaj? A bi vi rajši to odgovorili? Včeraj sem bila v Šmartnem, birmanska maša, priprava na Birmo, Šmartno, Dolenjska, stebr katolištva.
In pojemo na poti skozi življenje, prva kitica, in ko začnem jaz drugo kitico in pogledam nazaj, je bilo prazne klopi. Birmanci so tekli ven. So šli ven. Preden se je končala zadnja pesem, so Birmanci že vstajali in šli ven. Jaz sem samo gledala, sem si mislila, kaj. In končam drugo kitico, tudi starejših že ni bilo, je bila prazna cerkev. Pa ne zato, ker je bila tako dolga maša. Pač pa je to navada, ne? In potem sem šla noter za Kristijo in gledam gospoda župnika, Janeza Kvaternika. In on reče, in jaz rečem, kdo je misionar? Kdo je misionar? Jaz? Ker me ljudje meni govorijo o Bogu, ljudje mi razlagajo, kako jim je Bog naredil čudeži. Ker mi ljudje meni rečejo, ne skrbi Andreja, gospod Bog skrbel, ali gospod Janez Kvaternik v Šmartnem. Ko spregovoriš in Birmanci zehajo. Ko poskušaš deliti besedo in čutiš kavne, mrzlo kavne. Kdo je misionar? Ampak po drugi strani, včeraj me je gospod župnik vprašal, ko gledaš mlade, kako zdaj po 3 mesecih, kaj čutiš in tako. In jaz sem rekla, sem bila zdaj zadnje čase tudi z mojimi sestrami, mlajšimi ušulinkami, ki so res tako lepe, no. In sem bila tudi z mlajšimi in tako in moram priznati, ko sem končno, meni je lažje mogoče gledati Slovenijo, ker jaz imam že v nastavkih, v mojem operacijskem sistemu je misijonski model. Vam je mogoče pa malo drugače, ker vi pa še vedno pripadate, zdaj živite sakramentalni model, zdaj ne vem, če gospod Poverš se strinjal z mano, ampak smo bili navajeni tle, da je nekaj delovalo in eden od kriterijev je številčnost. Ne? Ko grem pričevati, vedno rečejo moji kolegi ali pa duhovniki, veš kaj, Andreja, ne vem, koliko jih bo prišlo. V misijonskem modelu nikoli ne vprašaš po številu. Ker misijonski model ima princip soli in kvasa. Ne? Če prijeta 2, je to. Ker točno tista 2 je gospod povabil in dela z njima in ona 2 hodita za njim. Ne? In kar je drug kriterij v misijonskem modelu je, da tebi ne rabi nič prepričevati nobenega. Ti veš, da nisi ti. In kar je lepo, in kar sem tudi gospodu župniku povedala naših mladih, naši mladi imajo, če imajo podatke, pa če imajo Wi-Fi, imajo dostop do enega ogromnega oceana in lahko izbirajo. In zanimivo, da oni točno vejo, kateri YouTube-ovski kanal bojo poslušali, katerega ne. Da oni točno vejo, kateri film bojo gledali, katerega ne. Da oni točno vejo, kdo rečejo fejka, je fejk, kateri je pa res živi to, kar dela. In jaz miri rečem, vsi mladi so že pripadajo temu prekucu, ne, rečemo paradigme, smo govorili, se spomnite, 5., 6. stoletje, 11., 12. stoletje, 15., 16. stoletje in zdaj naše stoletje. Te 4, to je moj amaterski pogled, zdaj profesionalci, zgodovinari boste vedeli, da so ti bloki, prekuci, globalni, dosti, ne vem, ne bom zdaj absolutizirati. Ampak hočem reči, da gre za nekaj bolj radikalen prekuc, ne, v zgodovini človeštva, ne. Govorimo o prvem svetu, seveda. Ja. In da zdaj prednost tega obdobja je, da mladi izberejo samo nekaj. Vse ostalo jih pa ne zanima. Zdaj, če jaz poskušam ponujati in se napenjam in tišim in sem živčna in sem v krču, nimam šans za te generacije. To je velika prednost. Če pa jaz preprosto, kot se spodobi za misijonski model, pustim, da se začenja dogajati dinamika prve krščanske cerkve, znamenji in besedo. Ne samo z besedo in razumom in razlagami, ne? In da jaz začnem reči Jezusu, poslušaj, moš me poslati Svetega Duha, ker če jaz ne bom gorela, mladina bo zaznala. Gimnazija Vipava točno ve, bo rekel, kakšen dolčas, ne? To pomeni, da sem jaz popolnoma odvisna od Svetega Duha, Jezusa in očetovega načrta. In rečem, da mi bi treba povedati in razložiti, kaj ste mislili, ne?
da se zgodi to, kar se zgodi v Evangeliju, videoigrce spet, ne? Da točno veš scenarij in potem odkriješ, kot ti on reče, veruješ. In jaz doživljam, zdaj ne vem, ne me vzeti za res, ampak tako jaz čutim v teh 3 mesecih prvič, da se je Slovenija v 10 letih kasneje šla zelo spremenila. Da je Slovenija še vedno nebeško lepa, jaz pravim ta bonsajček moj, ker sem tako ponosna, ker je res. In moram reči, da po 10 letih veliko več doživljam dvojino kot prej. Da smo ena redkih vrst izumirajočih, ker imamo izredno psihološko strukturo, ki je zmožna zelo globoke intime. Zato pa se tako zelo boli. Zato pa tako zelo vleče dol. Zato pa smo tako nagnjeni k samomorilstvu. Ker pri nas veste, kako je intima, ne? Recimo, če si poročen. Najbolj te lahko prizadene tvoja žena. Pa mama. A ni res? Ker te pozna v nederju, ne? In slovenski narod se poznamo v nederju, ne? Kolikokrat, ko se pogovarjamo v Peruju, jaz ne moram izreči, mi dve sva bili. Meni se zdi to nekaj. Mislim, to boš ko pršut. In tega ni. Tega noben jezik ne zna, zato ker nima strukture notranje za intimo. To pomeni, da je tako lepa, da je tudi kot psihološka struktura naša izredno lepa. Jaz se srečam Slovenci, ki so verniki, niso verniki, ki so komunisti, ki so tajkuni, ki so avanturisti. Ampak, ko se srečamo in pripovedujem po Čakuteku, čutijo. Slovenci čutijo vedno, Slovenke vedno čutijo. Ne glede. Pridejo, me stisnejo, me objamejo, mi dajo 20 evrov, vedno. Ne glede, kdo je. In to je Slovenija. Jaz miri rečem, to je Slovenija. In čutim, da to ne glede, kako se je Slovenija spremenila, da je to naš profil, da to smo mi, da je to naša identiteta notranja. In druga stvar, ko pa vidim, da je pa se tako spreminja, mogoče zdaj res ti strupeni plini tega, kar se je dogajalo med drugo svetovno in je bil dejansko samo nek gejzir iz prejšnjih stoletij, ne, izmerju sprašujem, lok 1500 let, zakaj je tistih 5 let tako te strasti čist ven butane, ne? Kaj nam to pove? In pa potem, kako smo teh 20-25 let poskušali prezračiti, koliko smo pa oboleli, ne? Kot organizem se mi zdi duhovno, smo zelo bolj narod, ker je, spomnim se, to noč sem jo videl, ne? Povsod je bolelo. In na vseh straneh, karkoli si se odločil, je bilo radikalno težko. In skoraj vse strani so potem nosile in nosijo posledice. Ne glede, kje si. In zdaj, ko bereš, jaz moram klikati pa brati slovenske novice, in me zelo boli, ne glede na kateri strani in kdo piše, je vedno to obtoževanje, to menza, reče mesokus. Vedno vsi, iz vseh strani, zelo redko pa dobivaš stvari, ko ti dajo širši okvir. Ok, vedno tisti, ki dosežejo neodvisnost, rabijo proces 40 let. Generacija se šteje 15 let, to pomeni, da po klanju v enem narodu in samomorilskem genocidu rabi, da pride k sebi Južna Afrika, recimo je to naredila tako Slovenija, širši kontekst, da ti začneš dihati in rečeš, aha, to je torej normalno, ne. Ampak mi, ker imamo dvojino, se nam kažemo s prstom, ne. In smo cepljeni na jansenizem. Glejte, jaz zdaj kar neki, zdaj ne, boste rekli, pa dajmo to razčistiti, da ti razložim, Andreja, da ni tako. Ampak to so moje opazovanja, ker poskušam čutiti Slovenijo skupaj. Ne moreš reči, unih pa niso. Mi smo tako mičkani in sem poskušala enkrat to razložiti in sem dobila ta vtis Titanika, ene čez oceanke, ki je recimo Peru, ki je čista korupcija, ki gre vse dol, ki se med sabo, razumeš, koljemo, ampak je tako zanimivo 5000-letna stvar, da imaš tako stabilnost gor na tisti čez oceanke, da veš, da se ne moreš zgoditi, ker je že 5000 let stara. In potem zraven te oceanke, ki naredi, ne vem, valovi 20 metrov visoke in so tisti valovi taki puno, ne, pride ena orehova lupinica, 2 milijončka, ki ima 25 let neodvisnosti.
In potem pride festival 20 metrov. In potem ti rečeš, definitivno vsi teh 2 milijončka na tej lupinici se držijo skup in delajo vse, bo zdrži, gremo naprej, pride val, drži se. Ko pa bereš in klikaš, kaj bereš? Vi. Mi. Pač pa se zmešam, vsi vas bo potopilo, se nimate šans ob 20-metrskih valovih. Ampak doživljam pa, da te v Sloveniji, kot da rečejo, tega nimamo, vlada je, zdaj je šarc, to je obupno, zavarovanje ne, uno ne, pa čakaj, da boš bil kakšne take optimiste, kot ste videli na srečanju pod Lipami. Ampak je zelo težko srečati ljudi, ki rečejo, Andreja, veš kako uživamo, veš kako je lepo, veš kako je lepa Slovenija. Veš, da lahko imam potni list, ki piše slovenski. No, vi to veste, ne? Srečanja pod Lipami pomagajo. Lej, vem. Moje še čisto zadnje vprašanje, slučajno vam pada prav. Po 3 mesecih v Sloveniji imate domotožje po Peruju, ali ko ste v Peruju imate domotožje v Sloveniji? Zdaj imamo tle, ne smem reči, da imamo domotožje v Peruju. Pa ona žive, ja, da je žive. Ja, mama ve, ja, čakam iti nazaj. Veš, ker ni... Veš kaj, si sem rekla prej, ne? To je tako, ker veš, žena, ki se poroči z enim nebeško lepim možem, je tako zaljubljena po 25 letih in njej dosti vse eno, kje sva, veš, sam da sva skupaj. In zdaj on me rabi v Peruju in je tam in mi dva mala tam najn zakon, tako da jaz si res želim, če predemo, pa tudi, da se spet ujame. To v Sloveniji je zelo naporno, ker je tako bičkano, pa se poznamo in to gre eno iz drugega in jaz čisto padam noter in potem kar napor. Pa rabim spet iti nazaj, malo sem že starejša, imam že jemšo, kakšen ritem, pa kakšne meditacije, urejene, tako že ne zdržim več. Bi morala biti sicer še en teden v Ljubljani, ampak sem videla, da nima smisla, ker me toliko vse zadane, tako da ko je Renato rekel, zadane se, hvala Bogu, pridem v Staro Gorico in povrem v Komen, lepo pršutek, teranček in nič več. Moja mama uživa. Hvala res, sestra Andreja, za ta red pogled. Krasa in Peruja. Imamo gotovo kakšno vprašanje. Zdaj lahko skritizirate in dokažete, da ni, ne? Tisto, ki si ti rekla, veš, da to ne drži, to je povedz. Dejte, alo. Ja, vi ste misionarka v eni taki nemisijonski deželi, ki je katoliška, ki ima eno bogato kulturo, jo je imela recimo, in nekaj še ostaja. Seveda, so velikanski socialni problemi, to si, koliko razumem, delate v teh predmestih, kot v vseh teh velikih velemestih je velikanska mizerija. Sprašujem to, verjetno je zelo veliko emigracije, Perujica veliko v Španiji, v Združenih državah, oni bežijo, grejo iskati boljše pogoje življenja. Pravimo vsi, da je treba v njihovih državah nekaj ustvariti, da bojo tam ostali, da bojo njihov standard, da se bo zvišal. Če koliko vi uspete, ali koliko kdo drugi na misijonskem področju uspe res kaj tam z njimi narediti, da bi se njihov standard dvignil, mislim, molitev in meditacija in petje in ples, to je vse lepo, ampak je treba tudi imeti vsakdanji klub. To in potem še eno tako bolj provokativno vprašanje je verjetno veliko lažje delati nuno v Peruju kot v Sloveniji. Hvala. Če sem konkretna, gor v hribih je bil naša središčna cilj. Kot uršulinke smo bolj izobraževani. To pomeni, da mi naš pristop, kar se tiče ne duhovno
pustimo, ampak naš pristop je bil vedno vzgoja. To, kar mi prinašamo, je vzgoja. To pomeni, da v vzgojnih procesih, bivanje z ustvarjanjem teh prostorov, dinamik, izobraževalnih centrov ali pa individualnih pristopov tudi, da poskušamo z mladimi in z otroci prebuditi prvo željo do znanja, vedno ponuditi angleščino, to je ključno, in potem s pomočjo projektov, majhnih projektov na župniji, formirati bodoče liderje, bodoče župane, bodoče profesorje in direktorje in delati na teme, kot so odgovornost, družbena odgovornost, spoštovanje osebe, notranja moč, da greš proti toku. Ker mislim, da je za Perujce Kediran je zakon. Kediran, kaj bodo rekli? Ker imajo ta operacijski, se spomnite, operacijski sistem skupnega, biti skupaj, komunitarizem, njih zelo težko, jim je težko nekaj iti po svoje in iti kontra celi družbi. To pomeni, da mi smo z vsemi temi aktivnostmi na župniji poskušali formirati mlade in otroke v smislu te notranje rasti, da postanejo samostojni, da razmišljajo svojo glavo in kritični. Smo delali vse, smo tudi delali ta družbeni nauk, cerkve in vse te stvari, predvsem da pa na osnovni ravni poskušali jim pomagati odkriti te karizme osebne, ki jih imajo. Ne? Recimo, ko sem jaz potem po 5 letih šla dol iz Bukaraja, župnika ni bilo, ti ljudje, ki so prišli z mano v Slovenijo in so potem se vrnili v Peru, so oni peljali naprej župnijo. Oni so organizirali priprave, oni so delali prvo, se pogovarjali s škofijo, uredili stvari, šli obiskovati ljudi, ki so jih klicali in tako naprej. Bolj v tem smislu. Če sem iskrena, zdaj tu v Pačakuteku, če sem iskrena, pa ne delamo nič tega še zaenkrat. Zakaj? Ko sem prišla dol, jaz sem imela občutek, da po 5 letih jaz nekaj razumem, nekaj sem se naučila, nekaj sem prišla in malčka pod kožo. Ne? In sem jaz neke ritme, neke dinamike ujela. In mi je nekaj domačka in vem, kje bi lahko zgrabila bika za roge, da se naredi nekaj konkretnega in spremeni standard. Gor so mi razložili in so me učili sistematično, da vse, kar jaz razumem in si mislim, ni res. Recimo, zrihtali Sveti Jožef je zrihtal, da so prišli gor v reče z zimskimi stvarmi. Moja evropska mentaliteta je, jaz sem sukli videla, da so fantki in punčke brez štufov. Moja prva misel je bila, nesemo žaklje tja in jaz dam družinam, ki nimajo štufov, nimajo nogavic, rečemo mi, ker jih zebe. Torej, moj zaključek je bil v zebejih, imajo take, zebejih gor, ki so na 4000, to pomeni, jaz jim dam te zimske zadeve. Moji kateheti so rekli, jaz sem rekla, kaj pa če naredimo, dali jim ne bomo zastonj, ker Perujci so izredno, kako bi rekli, zviti, muy vivos, se reče po špansko, ne zviti, muy vivos, da se znajo, oni so izredno iznagljivi, ja. Brihtni, pa taki ekonomsko brihtni, ti ne smeš jim dati ribe. Ti moraš izzivati, da oni se naučijo ljubiti ribe, da potem, ko ti greš, da oni grejo, ker si pa videl, če si začel dati, ker si verjel, da so zelo revni, oni ne naredijo nič in pridejo spet. In ti, čez 5 let, ena sestra je to delala, je imela okoli sebe družine, ki so bile vedno revne. Pa jim je dajala, ne vem koliko izmetalov njihove družine. So me peljali gor, smo rekli, bomo dali za en kos, en sol, smo naredili tako tržnico in so rekli moji kateheti, ti ne boš tega dajala, ti stoj tam in opozuj. Potem bomo šli dol, se bomo pogovorili in ti boš lahko vprašala, kaj boš hotela. Mamica teh otrok, ki niso imeli nogavičk, jaz rekla, hvala Bogu, da je prišla, zdaj bo šla direktno k nogavicam in k volnenim jopom. A veste, kam je šla? Imeli smo jopce s tistimi bleščicami, bombažni.
take rumene, roza, pa veliko tistih bleščic, pa taki krojčki. Ona je šla direktno tja. Jaz sem že hotela iti za njo in reči, da ji vzemi štumfe za otroke. In katehet me je pogledal in potem, ko smo delali refleksijo, je rekel, Andreja, njih ne zebe. Oni pasejo, oni so navajeni čutiti zemljo, da kam stopijo, kako to je druga stvar. Če bojo prišli pokarat, tam bo drugo, bo to okolje drugo. Ne? In je potem vedno ta dilema, dokje jaz z mojimi kriteriji, z mojimi, razumeš, dokje, drugo je, če je lakota. Lakota je lakota, pika. To, če otroci vidiš one oči, vidiš trebuščke, to moraš reagirati. In takrat prijeste vi na vrsto. Ves denar, ki vam pride, ki vi daste, jaz to potem, da levica ne ve, kaj počne desnica, da oče ne ve, ki je mamica dobila, ki je stara mama dobi zdravila, to vse. Ampak v 5 letih gor nisem pa dobila tako ene, ker sem videla, da je treba delati bolj na tem področju ozaveščanja in da tudi jaz rabim čas, da jaz začenjam res začutevati, kaj je res potrebno, kje pomagati, kje pa jih spustiti, kje jih sprovocirati, kje jih pa nahrujiti besedno. Ko sem pa prišla dol, da dokončam mojo misel, je pa svet v Počakuteku tako agresivno kaotičen, da jaz imam 1000 idej in jaz sprašujem te in druge družine in te starce in modrosti in tega župnika. Ampak če sem iskrena, prvi 2 leti smo se mi vozili samo 1 dan in je šokantno, ker je taka mižerija. Zdaj zadnji 2 leti pa ugotavljam, tista družina, ki sem jaz prepričana, da moramo dati štipendijo, ker sem bila prepričana, da moramo plačati, da se uredijo dokumenti, ker veliko jih nima dokumentov vseh, ne? Da sem bila prepričana, da moramo dati en del, da bojo sozidali hišo do konca. Sem se po 2 letih naučila, da vide zvara. In moram priznati, da to zdaj še nismo skupaj čutile, v kaj vložiti v projekt. Je pa res, da jaz stojim pred našo kapelo in mi skoraj vedno poči film rečem, pa da je tistih 500 evrov, ki me dala Slovenija, naložim, pridejo obrtniki, 3 dni in imamo eno normalno kapelo in pika. In rečemo to časti Slovenija pa Čakuteku. Enkrat sem bila na tej izkušnjavi, čisto na koncu sem prišla domov, sem rekla mojim sestram, pa dajmo tega dosti. Ni luči, ni pa dajmo nekaj narediti v redu, da bo zaklenjeno, da ne bomo mogli ukrasti, vse ukradeno. In zanimivo, veš kako je Jezus, ker je on šef tam, prva ljubska. Tisto jutro so nam udrli noter, so nam porezali tube, ker smo mi plačali 600 solov za rezervoar za vodo, ker ni bilo WC-ja in otroci so prihajali k maši in so mogli na WC, ker ni bilo vode. Neč se nekaj, dajmo kupiti to iz Slovenije, razumeš? Tisto jutro, ko sem jaz bih to rekla, pa dajmo iz Slovenije da denar, ker je denar, vi date denar, da to naredimo. Tisto jutro so ukradli, ko smo v prmaši rekli, ja si morate misliti, da so ukradli, so ti rekli, ja, se že vidi, da ni bilo blagoslov, da nekdo ni dal s pravim namenom. Zakaj? Zato, ker niso oni kupili rezervarja za 600 solov. Ker oni kar dobijo podarjeno, oni to ni njihovo, ne cenijo, ni njihov Švic. Lejte, dotle sem prišla, čez 5 let kasneje bom jaz rekla, kako sem ga naumna, zakaj nisem, ne vem. Ampak vedno, ko prosimo znamenja, dajmo v en projekt, dajmo vložiti v eno šolo, v eno izobraževanje, dajmo v ene profesorje, še vedno ni zrelo. Ker dejansko jaz ne razumem čisto dobro še dinamike, ker je tako zelo agresivno in boleče. Ampak imamo pa veliko projektov, delamo veliko projektov, recimo v Napoki, zdaj razmišljamo, da bi železniki Potombola, da bi dali za mogoče, bomo videli za dol džunglo in tako, ampak pri nas, jaz osebno pa nimam nič takšnega, da smo kar lepo razočarati. To je zelo dolg odgovor. Odlično vprašanje. Kaj pa jaz delam pri onih bogatih? Ja, jaz sem se matrala, res. Sem bila prav jezna na Jezusa. Res. Kaj sem ena fake misionarka.
Sem rekel, sreča po slovensko, ena lažna, jaz nisem ta prava misionarka. Ne? In sem prekosila, si misliš, pa moje sestre so Nemke, so Kubanke, so Poljakinje, so izredno zahtevne do sebe. Če kaj pride tako kakšna torta, dajmo to revnim reči. Ko pridejo 3 pušeljci rož, dajmo hitro tistem, kar nimajo. Izredno. Od toliko leče so izredno take solidarne. Ne? Jaz jih občudujem. Ampak mene je izredno matralo ta naveličanost, Mislim, da bi se veselil, jaz stalno sem primerjala, da bi mojil, pa čakotek imeli to na mezi, da bi mojil, pa čakotek, da bi imel, pa čakotek, in sem tisti strupek stalno delala. Ker jaz nisem imela popucanih. In potem je Jezus moral udariti po mizi in mi je dal besedo. Vsem sem postal vse, da bi jih le nekaj pridobil. Se spomnite? In kot da bi me tisto odpelo in sem lahko zaplavala, mi imamo šolo 1000 učenk, najbolj prestižna šola v Limi, same punčke, vrtec, osnovna šola in srednja šola, imamo Montessori. In jaz tam delam, jaz sem v administraciji, to pomeni v upravi, jaz sem notranji nadzor plačevanja po internetu. In sem odgovorna za vse, kar je naša karizma. V šolinke smo vedno v izobraževanju in imamo našo pedagogiko. In jaz treniram naše profesorje, da bi bili z učenci na način, kakor želi naša Angela. Mi smo izredne učiteljice in vzgojiteljice že iz leta 1535. Sem odgovorna, sem neke vrste menedžer, skupaj z našim menedžerjem za koncertno dvorano. Imamo drugo najboljšo akustiko, 1000 sedežev, kjer pridejo iz celega sveta glasbeniki. Tako da se srečujem z ruskim St. Petersburgom, pa z izraelskim, kako je že Izubim Mehta, greva na kavo, pa prinesem vrtence, ki pridejo iz... Ja. Razumeš, si sem turistični vodič, to mislim je v naravi, tako da jaz zraven še celo Limo, pa kam ne grejo, vedno reče Andreja, kam leto se neka, pedi v Aras, pedi v Askaran, pedi gor na Uno, potem imaš trekking 3 dni dol, all included, potem pa zraven še Jezus, pa evangelij in še dam. Joj, se bom čisto pohujšala. Ampak, recimo, ko sem bila še v tistem, ko me je še ven metalo računalnik, če sem je ven metalo varovalke, ko sem preklapljala od to. Veš, kako to je Jezus? Vprašaj ga in ti odgovori. On je zelo konkreten. In sem se pritoževala in sem se spomnila v nedeljo popoldne, sem prišla ven iz naše barakice, je pretekla punčka 3 leta stara in me je objela okrog, tako te stisne, ta malo zmeri njoče. Kaj je zlato, sem se sedla, sem vzela na roče, se stisnila, povej, me je strah, je rekla, me je strah. Kdaj priješ nazaj, se neka prijem čez en teden, te imam rada, veš. Rečem Angelu varuhu, ne te objavim, te prosim, reka, me je strah. In potem mi je pripovedovala, da doma pač očim pa to, In me tisto tako me je prav globoko neka revščina, Ker nimaš kaj, nimaš socialnih, nimaš, razumeš komu, kam. Pridem jaz naslednje jutro na šolo med najbolj bogate, kjer učenke pridejo s šoferji in z limuzinami, tako kot v mehiških nadaljevankah. Ja, pohujšite se. Jaz grem tam zadaj, čez hodnik, in takrat sem se z Jezusom glih to dajala, sem kaj, zakaj me pustiš med bogatimi? Jaz sem za tja, mene tam rabijo. Tam je trpljenje, ne tle. Pridem zadaj, grem čez hodnik, preteče 3-letna punčka, moja učenka, me objame krog nog in se stisne k meni in jaz v istem trenutku doživim, čakaj, to sem pa že doživela, Kaj je zlato, Jo stisnem, se gremo sesti, vzamem na roče, se stisne k meni, a pogledam, joče. In mi je Jezus rekel, bolečina, bolečina. Kaj je zlato, sta neka mamica ni prišla, je rekla. S kom si ostala? Z Neno. Nena je varuška, babysitter.
Oni ne vidijo staršev, ki potujejo. Oni ne vidijo staršev, zato, ko so ločeni. Oni nimajo topline, oni se navežejo na njeno, na babysitter, na varuško, rečemo mi, ne? In je njena bolečina enaka bolečini otroka iz revnega okolja. Sam sem postal vse, da bi jih le nekaj pridolil. In se hvaležna Jezusu, da smem biti v enem tednu v dveh skrajnostih. Ker se mi zdi, da oni so taki, oni trije, Oče, Sin in Sveti Duh. Isto kot v Sloveniji, ne? Oni nosijo vseh 2 milijona Slovencev. Oni sploh ne morejo razmišljati, kako mi in vi, naši in vaši. In ko mi pustimo Mileni Svetemu Duhu, da nam pomaga gledati čez embalažo, čez tisti ovoj, v katero je nekaj zapakiranega, ti boš noter najdel to, kar smo. Njegovi otroci, ki smo lačni, ki smo dehidrirani, ki smo ranjeni in seveda nekdo, ki nima te osnove duhovne ali pa ki nima izkustva, da je objet pa ljubljen pa doma, tisti je še bolj prestrašen, tisti je še bolj v krču in tisti je še bolj jezen na tistega, ki vidi, kako je oni, razume, smehljajoč, pa ves dobre volje, ki itak ve, da potem ga čakajo nebesa. A si ti predstavljaš nekoga, ki nima tega? Kaj doživlja tak človek? In zdaj pustiš Jezusu, da ti pomaga zagledati tako, kot smo v resnici in si misionar. In med bogatimi, in med revnimi. In vi ste dejansko večji misionari kot jaz. Večji misionari, zato ker je tle, se mi zdi tema in ta občutek objetosti in dobrega počutja in veselja in okusov in te dvojine, veliko bolj boleč, veliko težje, tudi zaradi teh strupenih plinov, se mi zdi. In vsega tega agresivnega okolja, tudi v sosednjih deželah, da smo tle, smo navedno ponovili, da sem zdaj v Italiji, ne? Ja, ki ni lahko preživeti sosedi, ne? Ker so veliki, ne? Ker so te čez oceanke. Mi smo pa orehova lapinica. Jo ne vem, če bi tako lahko zaključila zdaj tako kot. Andrej Vodnič, za lepe besede, za toplino. Mislim, da bomo šli vsi bolj duševno napolnjeni domov. Res, hvala lepa. Na pršut tudi, ja. Tega tudi, seveda, kot vsak četrtek, vsak srečanjem pod lepami, bomo nadaljevali naš pogovor v sosednjem prostoru. Še en odsevir, kar bi jagodo na torco. Uničeno takrat pa špansko zaboje. Ja, to pa je tako, ja. Rade volje. Srečanje pod lepami se poje? Tudi. Klavir je odzad, ja. Če mama to, ne moreš reči, mami ne, razumeš, če ne, neč ne bo s pršuta, mora. Kaj bi vam zapela? A je še Ja, damo še gospe. Mogoče bi prvo zapela, ko što tebi mame Eno dolgo vprašanje od tega. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Por eso yo te alabo, es por eso yo te sirvo, es por eso yo te doy todo mi amor. Es por eso yo te alabo, es por eso yo te sirvo, es por eso yo te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu
misericordia es nueva cada día, mi amor. Zdaj je za sad. Torej, draga Andreja, midve sva iz Jemša z Dornberga in se poznava iz Zelenega Gaja in iz Kobjeglave. Tako. In ko sem jaz slišala, da si šla za redovnico, to je bil zame blazen šok, zato ker nisem mogla povezati te izjemno vesele, radožive in komunikativne punce, da gre za redovnico. Ne, mislim, to je moj problem, da jaz nekaj nisem povezala. Ne, nisi edina. Tako. In zato sem danes prišla sem, ker jaz sem mogla priti sem, da slišim to Andrejo v živo po 30 letih, ne? Po 30 letih in odhajam srečna, zato ker si še vedno tista vesela, komunikativna, srečna, radoživa in tako da res od srca hvala. In še vedno plešem. Ja, hvala.